Živijo, moje ime je Robert Lisac in na tem kanalu se pogovarjamo o tem, kako postati varen, fit in pripravljen kot moderni samuraj. Danes bi vam rad predstavil 3 vaje, ki se jih splača vključiti ali pa vključevati v vašo vadbo, v vaše treninge. Prva vaja je, da si enostavno obesite tenis žogco na vrvico in udarjate vanjo. Kako se to dela na boksarski način, nam je pokazal v enem od prejšnjih videov Sašo. No, tukaj vam pa bom pokazal tako, bom rekel, bolj samoobrambno verzijo te iste vaje, kjer lahko vključujemo tudi komolce, obramba z komolci, torej proti udarcem, tako da nastavimo špičasti del komolca proti udarcu. Potem lahko tudi same udarce uporabljamo, ko se žogica približuje, in imamo tak lušen jutranji kardio, tako kot sem ga imel jaz. Ne gre zdaj za to, da bi tu ful nabijali tole žogco, seveda tudi lahko, ampak gre bolj za kontrolo udarca, za vadbo tehnike, za vadbo distance, tajminga in tako naprej. Druga vaja je zelo pomembna vaja v moji vadbi, kajti odpre mi ramenski obroč. Ker že pri mnogih gibih, pri borilnih veščinah in borilnih športih imamo dostikrat že pri samem gardu, bom rekel, grbo. Ta vaja nas spet odpre in tudi v našem vsakdanjiku, če veliko sedimo v avtu, tako kot sedim to recimo jaz tudi po 12 ur na prevozih gotovine in sem skozi v drži voznika, je fajn, da me ta vaja spet odpre. Pomembno je, ko to vajo izvajate, da vas vaja ne boli in da do teh rezultatov, do katerih sem jaz prišel, pridete postopno. To pomeni, ko naredite 1, 2 ali pa 3 ponovitve, date potem pas na stran in naredite kakšno drugo stvar vmes in se po 3-4 minutah ali pa po minuti spet vrnete in spet naredite tole vajo, ker mišica rabi enostavno čas tudi pri raztezanju, da se regenerira. Kot ste opazili, sem za to vajo uporabil star judo pas, ki sem ga razrezal, gor sem si narisal neke vrste meter, tako da vsakič, ko hočem skrajšati to razdaljo in si vajo otežati, torej razdaljo med eno in drugo roko, potem točno vem, kam moram preprijeti in potem tudi vidim, do kam lahko zlezem. Torej, to vajo res toplo priporočam vsem, ki se ukvarjate z borilnimi veščinami, vsem, ki veliko vozite, vsem, ki ste veliko za računalnikom in v sedečem položaju. Zadnja vaja je bingljanje z eno roko. Če vam je to pretežko, pač uporabite obe roki in bingljate. Zakaj? Zaradi tega, ker vsi gibi nad višino ramen naš sodobni način življenja nekako izpodriva oziroma eliminira.
nič več ne plezamo, pri plezanju je treba seči nad glavo, nič več ne visimo nekje, nič več ne dvigujemo nad glavo in že sam zaradi tega je to bingljanje, ki ga vidite tukaj pri tej vaji, en takšen del, ki ga dostikrat tudi vključujem v svojo vadbo. Vesel bom, če boste delili te vsebine z drugimi in če se seveda naročite na moj YouTube kanal. Če ste na YouTubu, če ste pa na Facebooku, bom pa sploh vesel, če te zadeve delite, všečkate in tako naprej. Se vidimo v naslednjem videu. Čau.